Ja, prav lep pozdrav vsem skupaj, predvsem pa seveda avtorjem. Ker sem že kar nekaj časa v tem političnem plesu, tako od lokalnih do državnozborskih volitev in seveda od znotraj, pravzaprav to spremljam, lahko, bom rekel, kar se tega tiče, tako z zelo mirno vestjo pogledam kakemu predsedniku korupcije v oči, ne? Nimam nobenih slabih vesti. Bi pa rekel takole, ne? Veste, pred 91. seveda ni bilo potrebno financirati, ni bilo financiranja, rekel, takšnih političnih strank, ker pač nismo imeli demokracije, ker smo imeli en totalitarni sistem in je seveda se vzel toliko, koliko je rabo, kdaj je rabo in kje je rabo. Zdaj, ko je to nastalo, je pa seveda potrebno prav na tem področju, ker to je res financiranje političnih strank, političnih akterjev in seveda potem političnih potrov, pomeni seveda kar zajeten korak v smeri korupcije, sploh če se zgodi, da tisti, ki smo jih financirali, ki so bili financirani, pridejo na izvršno vejo oblasti. In prav tukaj bi pa morali institucije v naši državi bistveno več narediti. In tu si morajo, torej vse od pravosodja do seveda vseh komisij naliti čistega vina pa reči mea maxima culpa, tukaj tudi niso nič naredili. Ampak zakaj to govorim? Med nami je tudi eden od novinarjev, ki je o tem veliko pisal in seveda nekateri, ki so to zadevno problematiko pripeljali ven in to celo tako, da je pripeljal nekdo iz oskega političnega štaba z dokumenti, z papirji, po 96. letu, po državnozborskih volitvah, ampak tudi vse institucije so se zavlekle v molk in pesek čez glavo in tako dalje in se nič ni zgodilo. Zakaj pa? Ja, zato, ker pač tisti niso bili takrat v opoziciji, ampak so bili v poziciji. In to je problem, tudi to je politična korupcija naših inštitucij, ki tega ne naredijo takrat, ko bi to morali. In prav takrat se je potrebno to izpostaviti in torej prav na teh, bom rekel, predstavniki, ki imajo tako politično kot izvršno vejo oblasti za sabo. Ja, zelo zanimivo, odlično, torej prvo takšno strokovno delo in seveda upamo, da bo tudi v parlamentu še kaj zdrave pameti. Bo, seveda, z letom se pač to gradi, ampak še toliko hitreje se bo, če bodo tudi inštitucije svoje naredile, da bomo ta zakon naredili bolj resnično pregleden. Sej, točno to, kar ste rekli, je res. Je pa po drugi strani pa seveda tudi neumnost, da je potrebno, tako povedal, tudi oceniti tistih 5 litrov vina ali spečeno potico doma v krušni peči in reči, to je tudi del tega. Mislim, torej toliko fleksibilnosti in toliko pameti bi pa moralo biti. Tam, kjer pa gre za, veste, za do 50-kratnik prekoračitve, pa to ne kar tako, ampak z argumenti, z dokumenti, z izjavami tistih, ki so v tem osrčju notri delali, pa se nič ni zgodilo, pa je problem. Čestitam.